Spoštovani gostje, dragi podporniki, dragi prijatelji, dobrodošli na dogodku predstavitve ljubljanskih kandidatov Gibanja Povežimo Slovenijo. V naši družbi danes lepo pozdravljam podpredsednika vlade, ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo ter predsednika stranke Konkretno, gospoda Zdravka Počivalška. Prav tako dobrodošlico izrekam tudi predsedniku Državnega sveta Republike Slovenije in podpredsedniku stranke Konkretno, ki je tudi ljubljanski kandidat, gospod Alojz Zukovšci. Najprej pa k uvodnemu pozdravu vabim podpredsednika vlade, ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo ter predsednika stranke Konkretno, gospoda Zdravka Počivalška. Spoštovane podpornice, podporniki Gibanja Povežimo Slovenijo, pozdravljeni vsi kandidati liste Povežimo Slovenijo, ki bomo na volitvah v nedeljo igrali za našo listo. Dovolite mi, da tudi tukaj par stavkov povem na temo, zakaj Gibanje Povežimo Slovenijo. Veste, da smo, ali pa to tudi čutite, v Sloveniji bolestno razdeljeni na ene pa na druge, da ne uporabim kakega druga imena. Je ni teme, na osnovi katere ne bi našli nekih zgodovinskih razlogov, na osnovi katerih bi šli 70 let nazaj, pa iskali vzroke, zakaj se med sabo ne razumemo. Jaz moram reči, da sem na svoji koži občutil, še posebej v zadnjem obdobju, vso to zablodo bolestne razdelitve. Bom lepše povedal, kar sem prej kolegom tam povedal malo bolj na trdo. Ko sem šel v vlado leta 2014, sem šel v vlado, pa ni bila to glavna tema, s prepričanjem, da je desna stran kriva za to, da nimamo v Sloveniji sprave. Po skoraj 8 letih ministrovanja pa odkrito, odgovorno povem, da je leva stran tista, ki je vzrok za to, da se še vedno oziramo 70 let nazaj. Zakaj vam to govorim? Zato, ker imam čisto direktno izkušnjo. Bil sem 4 leta minister v vladi dr. Mira Cerarja, 2 leti v Šarčevi vladi in zdaj sem v vladi, ki smo jo koalicijsko naredile 4 stranke, naslednji 2 leti. Temu jaz rečem, da sem bil v 2 pravih vladah, pa zdaj sem v nepravi vladi. Jaz upam, da razumete, da sem ciničen do samega sebe zaradi tega. Ampak je razlika. Če nisem nič naredil v prejšnjih 2 vladah, je bilo vse v redu. Danes, karkoli naredimo, je narobe. Jaz imam, pa moram vas zastrupiti, pač navado povedati, da me dol pri nas vsi poznajo, odkot izviram, kaj sem v življenju naredil. Ko prijem pa v Ljubljano, sem pa fašist. Leta 2022. Predsednika, ki sem ga cenil, enega od predhodnih, ne morem razumeti, da je letos januarja govoril o fašizmu. Veste, če je naša vlada, ki je tekom COVID-a razdelila v družbo preko 4 milijarde evrov fašistična, pol je pa nekaj narobe z marsikom. Ampak dam to na stran. Zato, ker je dovolj tega sovraštva, tega kreganja enih z drugimi, smo se predsedniki 5 strank, ki tvorimo Gibanje Povežimo Slovenijo, odločili, da je čas za to, da nekdo začne tudi povezovati. In zato sem našim partnerjem
v gibanju Povežimo Slovenijo, Slovenski ljudski stranki, Novi ljudski stranki, Stranki zelenih Slovenije, Novim socialnim demokratom in pa članom stranke Konkretno hvaležen, da smo v vseh 5 strankah sprejeli to odločitev, da se združimo v okviru gibanja Povežimo Slovenijo in gremo na letošnje državno-zborske volitve skupaj. Zdaj bo nekdo rekel, da smo si čisto enaki. Ne, različni smo si na marsikaterem področju, ampak smo si enotni v tem, da vsi skupaj želimo gledati naprej. Da so danes odločilne zadeve za to, da bomo v državi združili vse naše razvojne potencijale in omogočili, da bo Slovenija še naprej tudi leta 2030 uspešna država. Zato imamo vse resurse. Mi nismo vladali zdaj 2 leti z odloki. Za vse to, kar smo naredili, imamo zakonsko podlago. In jaz sem ponosen, da lahko rečem, da je kondicija države najboljša v njeni zgodovini. Kakva bi šele bila, če bi tu pa tam malo sodelovali, pa se vsaj za zdravstveno krizo vsi skupaj na eni strani borili in ne zlorabljali tega za rušenje vlade. Ampak dam to na stran. Verjamem, da je prišel čas, ko lahko te zadeve na volitvah utrdimo in dolgoročno spremenimo. Ampak tudi tukaj vam želim povedati, da moramo sprejeti eno dejstvo, da smo mi kot gibanje Povežimo Slovenijo moteči. Moteči enemu in drugemu ekstremu. Najlažje je hraniti ljudi s tem, da si proti nekomu. Najtežje je povezovati. In mi imamo odlično ekipo 87 kandidatov, ki predstavljajo vse sfere, gospodarstvo, šport, zdravstvo, kulturo. Imamo vrhunske kandidate, za katere verjamem, da bomo na terenu naredili tisto, kar je naš manko. Če pričakujete, da bomo imeli medijsko podporo, televizijsko na eni strani, časopisno, na drugi strani, se motite. Glavna televizijska hiša se je odločila, da podpira enega kandidata. Zdaj, jaz upam, da ste videli včeraj, kako to zgleda, mi v zakulisju direktno. Ampak mi imamo pa družbena omrežja in smo na njih aktivni in imamo 87 kredibilnih kandidatov, od katerih velik del ste tukaj za ta ljubljanski del. Jaz sem na to ponosen in verjamem, da bomo na tem temelju naredili dober rezultat. Ampak, veste, za dober rezultat na volitvah pa je potreben en recept, ki ga je potrebno upoštevati, in to je, da ste vsi kandidati na naši listi naši kandidati. Ni naših pa vaših. Če bomo vsi o tem razmišljali na tak način, bomo naredili rezultat. Če bo samo eden imel težave s tem, ne bomo dovolj dobri. Jaz temu rečem, da moramo vsi delati za enega, eden bo delal za vse. Vsi za enega pomeni, da bomo v eni enoti volili tega in tega, ki je iz te in te stranke, ampak je naš. Ko bo izvoljen, bo pa on delal za vse nas. Vse to zdaj filozofiram, sem pa tja, ampak hočem povedati, da je to izredno pomembno. In moramo do konca vztrajati na tem, da smo enotna lista. A se bo iz tega jutri razvilo kaj novega, a bomo to nadgradili, je druga stvar. Naša prva naloga je v nedeljo vsi za enega, eden za vse. Samo 2 stvari bi še rad povedal. 5 oziroma 6 naših programskih temeljev. Naša želja, ki nas druži, so 3 stebri.
Gospodarstvo, ljudje, narava. Kar je dobro za ljudi, za gospodarstvo in za naravo, so temelji, na čemur mi gradimo. Dobro gospodarstvo pomeni osnovo za socialno državo, za tiste, ki pomoč potrebujejo, ne za tiste, ki jo izgravajo. Pomeni osnovo za delujoč javni sektor. Oba dela rabimo, javnega in gospodarskega. Ampak se moramo zavedati, da moramo dajati pogoje tistim, ki omogočajo to zadevo. Naslednji korak je, ali pa steber našega delovanja je digitalni zeleni prehod krožno gospodarstvo. Konec je obdobja, ko smo izvažali smeti, pa uvažali poceni energijo. Konec je obdobja, ko greste enkrat v en diskont, pa kupite eno vrečko zadeve, pa imate polno kanto smeti. Te zadeve se bojo spremenile. Krožno gospodarstvo ni floskula. To je to, kar smo na kmetijah imeli 30 let nazaj, ko smo vse, kar smo pridelali, tudi porabili. In ta zahteva je za vsaka posameznika in za vsako podjetje. Potem imamo pa še 3 stebre ali pa 3 točke našega programa. Debirokratizacija. Mi smo nadregulirana država, mi želimo, da bo življenje v javnem sektorju in gospodarstvu lažje z manj predpisov. Osnova tega je, da želimo narediti pavšalno obdavčitev za obrtnike, gostince in kmete. Država je skozi ves sistem spoznala delovanje, dajmo jim omogočiti, da bojo manj pisali, risali, pa več delali in več ustvarjali. 2 zadnja stebra pa sta skladen in enakomeren razvoj vse Slovenije. Mi želimo, da bo povsod po Sloveniji približno enako možnosti za vse mlade, ki jih imamo. Da bo povsod po Sloveniji možno dobiti delo za mlade ljudi, dobro plačo, poslovno kariero in stvariti družino. Danes, veste, se meja, nekateri smo z meje doma, brani z ljudmi, ki tam živimo. Ne z vojsko, to, kar nam par 100 kilometrov stran nekateri poskušajo dokazati. V nasprotnem primeru, veste, bomo vsi Slovenci, če tega ne bomo delali v tej smeri, v 10 letih živeli v 4-5 velikih mestih. Nič proti mestu. Meni je Ljubljana najlepše mesto na svetu, tukaj sem študiral, vsak dan rad pridem sem in bom še vedno rad tukaj. Ampak želim, da lahko podobno dobro živimo povsod. In zadnja točka našega programa je demografska zgodba. V prejšnjem tednu smo ustanovili demografski urad. Mene ste lahko slišali, da sem rekel, da želim, da nas je v Sloveniji 3 milijone, pa to resno mislim, ampak sem želel poudariti, da je to temelj, s katerim moramo delati, če hočemo, da bomo tudi jutri uspešni. In to, kar se je zgodilo in smo naredili, je pomembno iz 2 razlogov. Prvič, naslovili smo pomembno zgodbo z demografskim uradom, drugič, en od sedežev smo predstavili pomembnih vladnih služb tudi v Maribor in s tem vsaj na simbolnem področju pokazali, da smo za enakomerni in pa skladen razvoj. To so ti stebri, na osnovi katerih delamo. Jaz vas pozivam, da gremo že ta teden v največji možni meri na predčasne volitve, spet iz 2 razlogov. Prvič zato, da boste imeli nedeljo prosto, drugič pa zato, da s tem pokažemo odgovoren odnos do nas in vplivamo tudi na ostale, da bodo volili našo listo. Jaz sem vesel, da sem danes dobil že kar nekaj SMS-ov z sporočili o tem, kako so naši člani že šli na volitve in glasali za našo listo Povežimo Slovenijo. Slovenija gre z nami naprej. Po volitvah želimo dosežiti, ali pa na volitvah, verjamem, da bomo dosegli dvoštevilčen rezultat in mi bomo tisti, ki bomo ene ali druge povabili, da gremo skupaj naprej. Tiste, ki bodo za to.
Pogovarjali se bomo vsemi, dogovorili pa s tistimi, ki delijo z nami te naše programske vrednote. Še enkrat, imamo fantastično ekipo 87 kandidatov, podprimo jih, naredimo vse, da bomo mi tisti, ki bomo kreirali prihodnost Slovenije. V to verjamem, Slovenija gre naprej. Hvala. Hvala ministru, gospodu Zdravku Počivalšku. Tako, sedaj pa besedo dajem predsedniku Državnega sveta Republike Slovenije in podpredsedniku stranke Konkretno, ki je tudi kandidat gibanja Povežimo Slovenijo v Ljubljani in to kar v 2 volilnih okrajih, torej gospod Alojz Kovšca. Spoštovane gospe in gospodje, najprej lep pozdrav vsem skupaj in hvala lepa, da ste danes tukaj z nami, da nam izražate podporo. Vse se začne s preteklostjo, zgodovino. Upanje je samo, da se zgodovino tudi ne neha, ampak da ima to neko stabilno sedanjost in svetlo prihodnost. Dovolite, da tudi sam spregovorim nekaj besed o zgodovini in kako jo osebno dojemam. Sem potomec vojaške rodbine. Moj ded se je vojskoval v 1. svetovni vojni, vojskoval se je v 2. svetovni vojni na strani Narodno-osvobodilne vojske Slovenije. Bil je ranjen, ujet, interniran v Mauthausenu. Po vojni moja družina ni polagala nobene ne moralne, ne materialne pravice na njegova junaštva in trpljenje. Z ničemer se nismo okoristili. Bil sem udeleženec vojne leta 1991, seveda na zmagovalni slovenski strani in tudi jaz osebno iz tega nisem izvlekel nobene nematerialne, nemoralne koristi, še statusa vojnega veterana si nisem uredil. Hočem vam povedati, da so moji družini in meni zaslugarski načini življenja tuji. Oče me je naučil, da se mora vsak svoj ugled in svoje blagostanje pridelati sam. Ko je umrl, je nekaj imetja zapustil mojim sorojencem, meni je pa rekel, da mi je Bog in narava dala dovolj, da lahko za vse poskrbim sam. In tako ravnam v življenju. Spoštujem vse, ki so kakorkoli prispevali k svobodni, samostojni Sloveniji, k blagoteti njenih ljudi in ne spoštujem nikogar, ki si za to lasti posebne zasluge in iz tega svojim potomcem zagotavlja materialno blagostanje. To je tisto, kar v Sloveniji povzroča konflikt. Dedna pravica do zaslug. V gibanju Povežimo Slovenijo se združujemo ljudje, ki se ne naslanjamo na preteklost, ampak želimo živeti trdno v sedanjosti, aktivno delati za boljšo prihodnost. Različni smo. Imamo različne interese, različne poglede, različne življenjske poti. Med nami so starejši, mlajši, moški, ženske, iz ruralnega okolja, doktori znanosti, uspešni kulturniki, uspešni športniki, ampak kar mene navdaja z velikim ponosom, da sem lahko član te ekipe, je to, da prav vsak izmed naših kandidatov ima za seboj uspešno življenjsko zgodbo. Tudi tisti, ki imajo šele kratko življenjsko pot. Vsi so se pokazali in dokazali. Mnogi govorijo o tem, kaj bodo storili drugače, kaj bodo storili boljše. Ne zavedajo se pa, da tega nobena stranka ne more narediti sama. In ne zavedajo se tega, da en politični pol ne more sam voditi uspešno države v prihodnost. Slovenci smo vedno zmagovali samo takrat, ko smo bili združeni. Leta 1991 sem bil ves prežet s tem narodnim duhom, s tem poletom, ki smo ga vsi delili, s to enkratno željo, da si bomo usodo pisali sami. In rad bi, da ta duh počasi oživimo. Ni izginil, samo zaspal je, ostal je tam nekje od zadaj. In ljudje, ki leta 1991 niso prav veliko pripomogli k temu, da bi bila Slovenija takšna, kakršna je danes, zmanjšujejo vrednost teh dejanj. Zmanjšujejo pomen slovenske samostojnosti. Razlagajo nam, da moramo biti v zunanji politiki bolj tiho kot ne,
da moramo biti pridruženi člani Evropske unije, trobiti v isti rok, kot trobijo najmočnejše države. Veste, to nam Slovencem ni pisano na kožo. Malo nas je, nismo pa šibki. In še manj nismo neumni. Znamo poskrbeti za svojo pravico, moramo biti pa pogumni in enotni, da si uspemo izboriti. Gibanje Povežimo Slovenijo si je zastavilo zelo močne programske vsebine in jaz nimam nobenega dvoma, da kandidati, ki nastopajo na državno-zborskih volitvah, niso kos tej nalogi. So. In med nami so kakovostni kandidati za vsa ministrska mesta. Vse resorje lahko pokrijemo iz svojih ljudi. Nismo nesposobni, če imamo le samo zaupanje in zavest, da delamo prav. Danes ste se zbrali tukaj, da nas poznate, da vas nagovorimo, da nam date podporo v teh dneh in jaz sem prepričan, da je pot po 24. aprilu letos pot navzgor. Zagotovo, ampak res zagotovo sem prepričan, da bomo v državnem zboru. Vprašanje je samo, s kako visokim procentom. Imejmo upanje, imejmo moč in imejmo pogum, da potem realiziramo vse tisto, kar obljubljamo. Ni težko, če bomo ravnali tako, kot smo ravnali doslej, če se bomo razumeli tako, kot smo se doslej, jaz mislim, da je zmaga naša. Upam, da tega duha, tega zmagovalnega duha, ta optimizem delimo vsi skupaj in prepričan sem, da ima usoda rada tiste, ki si upajo in želijo. Na zmago! Hvala gospodu Alojzu Kovšci. Mnenja, ki ga delijo ljubljanski kandidati, je, da so se v gibanje povezali s ciljem širokega sodelovanja v korist Slovenije in preseganja starih delitev. Gibanje jim nudi priložnost za razvoj na zdravih temeljih. Slovenijo želijo spremeniti v državo sodelovanja in povezovanja. Družba, v kateri skrbijo drug za drugega, je njihov skupni cilj. Danes so svojo odsotnost na predstavitvi opravičili zaradi drugih obveznosti gospa Maja Klemen Cokan, gospa Kaja Galič, dr. Nina Strah in gospa Sara Isenovski. Tudi gospod Oto je najprej rekel, da odhaja drugim obveznostim nasproti, ampak da želi vseeno narediti en tak kratek pozdravni nagovor. Tako da Oto, najprej vabljeni vi. Dober dan vsem skupaj. Kot sta moja dva predhodnika povedala toliko lepih misli, je bilo toliko dobrega, da bi iz tega res lahko nastala ena cela opereta, ki bi bilo treba lepo opremiti z dobro glasbo, kar je pač moja glavna naloga v tem sodelovanju pripadnosti Povežimo Slovenijo. Jaz sem vesel svoje osebne zmage, ki se je naredila danes, da sem dočakal CD z istoimenskim naslovom, kjer je naša himna gor, ki sem jo pač tudi sam naredil, ker sem pač bil avtor. In veseli me, da zadeve tako lepo napredujejo in da nekako čutim, da bi v primeru zmage, katera itak bo, lahko tudi svoj resor, za katerega včasih tudi krvavim, naredil takšnega, kot si ga Slovenija zasluži. Sem glasbenik, sem producent, avtor in tako naprej, to še več ali manj večina od vas ve. In želel bi, da bi slovenski glasbeniki z vseh vetrov, z vseh zvrsti dobili pravo mesto, ki jim pripada. Prave pravice, da ne bi bili vedno seveda malo podložni tistim drugim umetnikom, ki prihajajo od drugod, ki pa so sigurno zelo dobri in jih je treba spoštovati. Vendar najprej moramo tudi mi spoštovati sami sebe, da jim pridemo ob bok in da bo do sodelovanja,
kasnejša z njimi še toliko bolj plemenita in toliko bolj pristna. Jaz se spomnim mnogo mojih prijateljev, nekaterih ni več na svetu, nekateri so še. In moram povedati, da v glasbi ni ene take, bi rekel, slovenske folklorne znamenitosti, ne bom jo omenil. V glasbi je spoštovanje, mora biti sodelovanje, moramo čutiti en drugega in si pomagati. In zdaj, če bomo nekaj stvari z skupnimi močmi, kajti tudi sam ne vem vsega, lahko naredili, bo tudi status za slovenske glasbenike, jaz sem prepričan, čez nekaj časa veliko boljši in da bomo s ponosom rekli, imamo svoje umetnike, imamo svoje zaslužne umetnike, to se pravi ljudi, ki po določenem obdobju svojega dela si zaslužijo tisto, kar so dali ljudem. In imamo mlade umetnike, ki se bodo naredili, ki bodo dobri, ki bodo inovativni in vse to bo treba podpirati in s pravo mero razuma in tudi srčnosti in priti naproti. Ni malo dela pri taki zadevi, čeprav se mogoče na začetku sliši, ampak jaz imam najrajši na svetu glasbo in kadar grem v studio, kaj snemati, rečem, studio je moj tretji dom. Prvi je družina, a ne, drugo je oder in tako naprej, živo igranje, tretje pa je snemanje. In v tretjem domu sem pač uspel ustvariti za vse nas ta CD, ki je danes izšel in ki ga bomo mogoče v naslednjih dneh še malo bolj podrobneje predstavili. Vsem želim zmago, želim, da se dobro obnesemo in odnesemo na teh dnevih in da bomo rekli lahko tisto, fantje, kaj imate skozi roke v žepu, dajte ven, saj ni fik. Hvala lepa. Hvala, Oto. Tako sedaj sledi predstavitev vseh kandidatov, ki kandidirajo v Ljubljani, kratka predstavitev, zakaj gibanje Povežimo Slovenijo in seveda zakaj se bodo zavzemali. Najprej predajam besedo gospe Moniki Gregorčič. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni najprej vsi današnji prisotni gostje in gosti, da ste si vzeli čas in se nam pridružili na današnji predstavitvi ljubljanskih kandidatov gibanja Povežimo Slovenijo. Kar težka naloga je zdaj pred mano po treh tako zelo eminentnih in spoštovanih predhodnih govornikih povedati sploh še kaj pametnega, ampak se bom potrudila po najboljših močeh. Nekateri od vas me poznate, sem poslanka v tem tekočem sklicu Državnega zbora, vendar pa to 4-letno poslansko obdobje ni bil moj prvi stik s politiko, pa bom mogoče zdaj začela, se vrnila malce nazaj v zgodovino. Po izobrazbi sem ekonomistka, bila sem 20 let podjetnica, družinsko podjetje sem vodila, ki se je srečevalo enkrat z malce manj, drugič z malce večjimi težavami, ampak pred 10 leti so okoliščine nanesle, da sem dobila povabilo za vstop v politiko. Najprej sem imela priložnost nabirati politične izkušnje v strokovni službi poslanske skupine, potem tudi na povabilo nekdanjega premierja Cerarja v njegovem kabinetu in vse to so tiste neprecenljive izkušnje, ki so mi resnično dale vpogled v globje politično dogajanje v naši državi in moram reči, da me pa potem tudi še po tem poslanskem 4-letnem mandatu še vedno kakšne stvari presenetijo, še vedno na novo odkrivam kakšne povezave, zakonitosti, način delovanja, kajti politika je obrt, potrebno se jo je priučiti in o zadnjih povezavah in o zakonitostih delovanja, o tem se v šolah ni možno naučiti, tega se v šoli ni možno naučiti. Zato ko sem potem nekako s to organsko politično
rastjo se odločila leta 2018 tudi za kandidaturo, za poslansko kandidaturo, nekako po izvolitvi, ki je bila presenečenje tako zame kot za našo ekipo, zelo z strahospoštovanjem pričela opravljati to svojo funkcijo. To pa zato, ker sem se zavedala tako odgovornosti, kot tudi konec koncev nekega, tistega bremena, za katerega sem vedela, da se ene stvari pa vseeno ne dogajajo v ospredju na politični sceni, ampak malce bolj v ozadju in da jih vlečejo tisti, ki niso šli na volitve in ki ne igrajo transparentno. In ta izkušnja me je nekako začela spremljati vse od začetka mandata in so se vse tiste neke strahovi ali pa predvidevanja z prejšnjo vlado, ki jo je vodil gospod Marjan Šarec, uresničile. Ni bil kos izzivom, ni bil kos raznoraznim intrigam in zgodil se je njegov odstop in pa potem vzpostavitev odločitev za vstop v novo politično zgodbo, v novo koalicijo, ki je sovpadla časovno z epidemijo covida, kar je bilo še prav posebej oteževalna okoliščina in kot je že povedal predsednik Počivalšek, od tedaj naprej je vse narobe z nami. Bili smo deležni izjemno velikih pritiskov, tudi groženj. Zadnji 2 leti resnično nista bili prijetni, ampak po drugi strani eno veliko zadoščenje je pa predstavljalo to, da sem sama s sabo bila pomirjena, da delamo tisto, kar je prav, da delamo to, kar mi narekuje vest in za dobro naših ljudi in države. Kot smo to zgodbo pripeljali do konca, seveda ne brez žrtev. Naš predsednik velikokrat v internih pogovorih pravi, da smo preživeli tudi znotraj stranke bitko za Stalingrad, ampak preživeli smo in zato sem toliko bolj vesela današnje oziroma sedaj oblikovane pozitivne pobude gibanja Povežimo Slovenijo, ki obeta, da bomo lahko v naslednjem mandatu postali tisti centralni temelj, okrog katerega ki bo soprispeval k temu, da se bo nevtraliziral tako levi kot desni ekstremni pol. In Slovenija še kako potrebuje neko zdravorazumsko sredinsko jedro. Potrudimo se vsi skupaj, zato sploh ni bilo z moje strani vprašanja in dileme, ali se priključim tej zgodbi in pristanem na ponovno poslansko kandidaturo. Z veseljem sem se odzvala. Zdravku se zahvaljujem za izkazano zaupanje in podporo in po svojih počeh se bom potrudila, da dosežemo vsi skupaj najboljši rezultat, tako da gremo skupaj naprej v upanju, da bomo v nedeljo imeli priložnost tudi proslavljati. Hvala lepa. Hvala gospe Moniki. Sedaj pa gospod Alojz Kovšca, ki je tudi kot edini kandidat gibanja Povežimo Slovenijo, kandidira v 2 volilnih okrajih. Raj bi videl, da bi moral povedati kaj o Moniki, o Andreju, o kom drugemu o sebi govoriti je nehvaležno in težko. Mogoče to, po primarni izobrazbi sem častnik oklepnih enot, diplomiral sem na fakulteti za družbene vede politologijo, drugače pa se najraje predstavim kot urarski mojster in zlatar, od tega sem ne nazadnje v zadnjih desetletjih živel. Od političnih izkušenj lahko rečem, da sem šel po poti od najnižje do 4. Član sveta krajevne skupnosti, član občinskega sveta, član državnega sveta, predsednik državnega sveta, v obrtniški organizaciji član območne obrtne zbornice, član upravnega odbora območne obrtne zbornice, predsednik območne obrtne zbornice,
član skupščine Obrtne zbornice Slovenije, upravnega odbora, predsednik Obrtne zbornice Slovenije. Skratka, ena pot, kjer sem si korak po korak nabiral izkušnje, nihče me ni nikoli forsiral, me kam vlekel ali odrival, plezal sem po teh stopničkah bolj kot ne sam, vedno, ampak vedno so bili pa vsi moji uspehi povezani z izjemno dobrimi ekipami, v katerih sem sodeloval. Bilo bi zelo nekorektno, nepošteno, če bi rekel, da sem kaj dosegel sam, večinoma so bili to dosežki zelo dobrih ekip, s katerimi sem imel srečo sodelovati. Po svetovnem nazoru sem enkrat levi, enkrat desni, odvisno o katerih vprašanjih se pogovarjamo. Ko gre za ljudi, ki si ne morejo pomagati, sami sem levičar. Ko gre za ljudi, ki lahko ustvarjajo in skrbijo sami zase, sem desničar. Ko gre za državo, sem pa predvsem Slovenec. Želim si, da bi na teh volitvah z zopet zmagovalno ekipo dosegli čim boljši rezultat. V to nimam nobenega dvoma. Vam, ki ste tukaj, pa tistim, ki nas bodo gledali, kdaj se danes ali pozneje, bi rad pa povedal en najpomembnejši podatek v zvezi z gibanjem Povežimo Slovenijo. Andrej Čuš, Andrej Magajna, Franc Kangler, Marjan Podobnik, Zdravko Počivavšek. 5 voditeljev strank, ki se na kolegiju predsednikov strank gibanja Povežimo Slovenijo nekaj dogovorijo in to držijo. 5 ljudi, ki ne sprejema navodil od nikoder, ne dela za nikogar iz ozadja, in 5 ljudi, ki sprejemajo odgovornost za vse svoje odločitve. V tem se razlikujemo od marsikoga. Naša glava je tu in ne nekje od zadaj skrita, naši interesi so jasni in čisti in za vsa svoja dejanja bomo prevzeli odgovornost. Hvala. Hvala. Naslednja, ki se bo predstavila, je gospa Monika Zupanc Kovač. Najprej izkoristim priliko, pa vsem voščim res ene take lepe velikonočne praznike, da malo razbijemo to uradni del. Jaz bom kratka. Občudujem svoje kolege, nove, s tako lepo zgodovino, bogato. Jaz bi pa vsej predvsem to povedala, da sem pač Monika Zupanc Kovač, Ljubljančanka, rojena tistega leta, ko je človek prvič stopil na Luno. Tako zdaj, če veste, dobro, če ne pa potem mogoče povem. Z možem pa s 4 otroki živim čisto v centru Ljubljane, tako da pa Ljubljano od rojstva poznam, no, in jo imam rada in zato tudi mi za njo ni vseeno. Tako kot mi ni vseeno za Slovenijo, ker se veste, če človek ima 4 otroke, potem že dobro gleda, ne, kako se bojo stvari naprej obračale. Po izobrazbi sem arhitektka, kar mi omogoča seveda kreativnost, pa tudi delo z ljudmi. In tako, ker imam kar nekaj let že izkušeno v gospodarskem in v javnem sektorju, mi je to prineslo tudi tisto vprašanje, se veste, kdaj bo pa pri nas kaj drugače. In ko sem bila povabljena semle v to lepo družbo, sem se seveda z veseljem odzvala, prav zaradi tega. Ker, veste, se mi zdi pomembno, da ne bom dolgovezla, povezovati. Ker vsi vemo, da tista hiša, ki je znotraj sama sebe razdeljena, razdvojena, tista ne obstane. Piše v Svetem pismu. Tako da zato mislim, sem prepričana, da je Povežimo Slovenijo odgovor v vsakem času številka 1 in tudi edini pravi. Tako da povežimo Slovenijo in gremo naprej. Hvala gospe Moniki. Naslednji, ki se bo predstavil, je gospod Andrej Magajna. Kolegica Đurđica Belak, drugače glavna tajnica programskega sveta, mi je izročila tole vrtnico, ki je, to sem pa že enkrat se zmotil, ampak bom, zdaj pa že drugič priznam, je pa barva tudi rdeča. To je bil simbol tovarištva,
Te besede se pa danes kar malo ustrašimo, kaj to pomeni in pa tudi rdeča barva. Pa rečemo, da je to simbol ljubezni. In sploh tovarištvo je lepa beseda. In zakaj ne bi ohranjali tudi sedaj? Nova socialdemokracija, bom rekel, spet neka nova stranka na pozorju, nikakor ne. Socialdemokrati smo že imeli leta 89, 90, tako zvano Tomšičevo socialdemokratsko stranko, torej nismo danes. Medtem smo se registrirali že z 2 imeni, kot krščanski socialisti, Krekovi socialisti, tukaj z mano tudi podpredsednik in tudi soustanovitelj krščanskih socialistov, Vladimir Obrovnik, skratka moji prijatelji, s katerimi delamo naprej. Če bi danes moral dati novo ime, to ime je nastalo v moji kuhinji mojega očeta, Demos, bi dal temu ime dialog. Dialog pomeni pogovarjati se, pogovarjati pomeni pa tudi poslušati in tudi sprejeti odlično idejo od koga drugega. Moj poklic je bil prvi, je bil študij filozofije, pa so bili pametni profesori, filozofi so sploh pametni, so rekli, dajte še kaj zraven delati, nekaj konkretnega, da boste lahko preživeli familijo. Od filozofije se ne da živeti in točno to je res. Potem sem diplomiral kot socialni delavec, bil sem pa 15 let vodja kadrovske agencije. Zakaj to pravim? Takrat naše načelo v kadrovski agenciji je bilo prave ljudi na pravo mesta. In ko vidim tole listo, dejansko to je. Dolg časa smo se usklajevali, jaz sem hotel imeti 16 kandidatov, je prišlo pa malo manj na koncu, ampak lahko rečem, res smo najdli prave ljudi na prava mesta. In to je takšno vodilo in s temi ljudmi, ki so pokončni in imajo karakter, in upam, da bodo svoj karakter tudi ohranili v parlamentu. Da ne bojo samo glasovalni stroj, kot se je dostikrat dogajalo, kot zgled bi jaz dal državni svet, kjer imajo po nekem drugem sistemu ljudi določene tam, ki odločajo, pravzaprav zastopajo tiste interesne skupine in dejansko ljudi in niso samo podrepniki ali pa podaljšana roka liderjev strank. In to bi bilo dobro, zato pa treba tudi volilni sistem verjetno spremeniti. Jaz bi s tem besedam končal, povezujmo in delajmo naprej v korist Slovenije. Hvala, gospod Andrej. Naslednja je na vrsti gospa Špela Jovanovič Gabršek. Dobar dan, lepo pozdravljeni. Sem Špela Jovanovič Gabršek, kandidiram v volilni enoti 3 v okraju Šiška 2. Po poklicu sem pravnica, upam, da mi to ne zamerite. Drugače, v moji poklicni poti sem v glavnem delala v gospodarstvu, zadnja leta pa delam v ministrskih kabinetih. In v zadnjih 2 letih smo bili konkreten in konstruktiven in korekten koalicijski partner. Še bolj kot to smo bili pa partner ljudi. In vedno smo delali dobro za gospodarstvo in za ljudi in to ne glede na to, a so bile kamere prižgane in tudi, kaj je bilo težko. To najbolj ve naš predsednik in seveda tudi poslanci, kot je omenila Monika, državni sekretar. In ravno to se mi zdi, da najbolj povezuje to našo skupnost, malo veliko koalicijo Povežemo Slovenijo, da smo borci, ker Slovenija potrebuje vztrajne, lojalne in ljudi, ki jim je iskreno mar za Slovenijo in ki jim je iskreno mar za Slovenijo. Tako da zato, da bo v Sloveniji zdravo okolje, tudi z vidika gospodarstva in politike in da bodo vsi, ne samo mladi in starejši, kot so zdaj polna usta, da bo res vsi lahko imeli dostojno življenje in kvalitetno življenje. In zato kandidiram in zato se tudi zahvaljujem za podporo predvsem našemu predsedniku Zdravku. Hvala, gospa Špela. Naslednji je na vrsti gospod Tomaž Štebe. Lepo pozdravljeni. Samo 3 stvari bi povedal.
iz mojega programa, ki ima več kot 10 točk, in sicer povezovanje vodooskrbnih sistemov je bistveno in prenos teh vodooskrbnih sistemov tako kot so vidi pitne vode na državni nivo, da to ne bo več stvar posameznih županov, občin. To povezovanje pa pomeni večjo varnost, zanesljivost in tudi, bi rekel, kvaliteto pitne vode. Druga stvar, ki je tudi povezana z vodo, pa ne samo vodo, tudi zrak, zemlja in tako naprej, mi kot državljani, kot osebe bi morali biti neposredno seznanjeni z vsemi vsebnostmi v pitni vodi, zraku, zemlji, hrani in potem tudi, kako je z našim zdravjem. Jaz se za to borim že več let. Tretja stvar pa je nekoliko specifična iz tega okoljskega zelenega področja. Jaz sem se zdaj lotil tudi tega, da končno je treba ukiniti nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in tudi ne uvesti zakona o nepremičninah. Sem pred tem, da podam pritožbo na upravno sodišče. Kajti vsi, ki smo prišli do premoženja, smo plačali vse stroške, prispevke in tako naprej in se odpovedovali marsičemu, da smo prišli do tega premoženja, te nepremičnine. Pa tudi tisti, ki te nepremičnine ne uporabljajo, jih ne bi smeli obdavčati. To bi bilo v nasprotju z, bi rekel, pravnim, poštenim odnosom do teh lastnikov. Tisti pa, ki imamo nepremičnine v funkciji, pa plačujemo 4 dajatve. Omrežnino, trošarino, prispevke in DDV. Tako da bi bilo treba občinam, ki ne bi imele več tega prispevka, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki izvira še iz socialističnih časov družbene lastnine, ti ljudje, tem občinam se določi malo višja dohodnina oziroma primerna poraba in je zadeva pokrita. Država pa ta večji delež, ki ga daje občinam, naredi tako, prihrani tako, da optimira svoje poslovanje, svojo birokracijo. Jaz sem računalničar takoj iz konca fakultete, kjer sem študiral elektrotehniko, avtomatiko in sem padel takoj v računalništvo in sem v tem poslu že praktično skoraj 50 let. In mi računalničarji vsako stvar poskušamo, če jo hočemo avtomatizirati, vidimo takoj, kje so dobre in slabe strani. In te stvari takoj vidiš, jaz se ukvarjam z večjimi stvarmi, tako da, glejte, konkretne prava dejanja so tisto, kar bo omogočilo tej državi, da bo bolje poslovala in da bo vsem nam bolje. Tako, bi rekel, gospodarsko, kot okoljsko, kot socialno in kot zdravstveno. Gremo na zmago. Hvala gospodu Tomažu. Sedaj pa pred mikrofon vabim gospoda Dragana Djukića. Gospod Dragan. Lepo pozdravljeni vsi skupaj, vsi eminentni gostje, vsi kandidati, kandidatke in tako naprej. Kot je bilo rečeno, ime mi je Dragan Djukić in prihajam iz občine Medvode. Kandidiram v 3. volilni enoti, 11. volilni okraj. V Medvodah sem že skoraj 20 let občinski svetnik. Tu je res politika malo nižjega nivoja, ampak je še zmeraj državna politika. In veste, da ko je nekdo toliko časa v občinskem svetu, resno vidi velike probleme in velike možnosti, da se poskrbi za skupnost, v kateri
pač živimo. Jaz sem po poklicu strojni tehnik, sem pa upokojenec, vendar aktiven, ne dam mi nič miru, da bi počival pa tako naprej in gremo naprej. Lejte, jaz sem na zadnjem intervjuju, ko me je novinarka vprašala, če smo mi v Povežimo Slovenijo pripravljeni v koalicijo z vsakim. Sem rekel, da mi smo pripravljeni v koalicijo z vsakim, ki bo zmagal, nisem pa prepričan o tem, ali so vsi pripravljeni sodelovati z nami v koaliciji, ko bomo zmagali na teh volitvah. Veste, lahko se zgodi tudi to presenečenje. Od nekdaj se borim za male ljudi in pozdravljam tudi to iz naših 3 stebrov, gospodarstvo, ljudje, okolje. Seveda, močno gospodarstvo pripelje do tega, da imamo dobro socialo, torej poskrbimo za ljudi. Gospodarstvo ravno tako kot kmetijstvo, ki je del gospodarstva, pa mora poskrbeti za izredno visoko samooskrbo. In jaz imam nekaj idej tukaj glede tega, ampak jih bom povedal, ko bom izvoljen za poslanca, ali pa tudi, če ne, ko bomo imeli po moji oceni minimalno 8 poslancev in kar nekaj ministrov. Rad bi se upravičil vsem, če ne bo to držalo, če bo ta rezultat boljši. Mislim, da mi boste to oprostili. Hvala lepa za pozornost. Rad bi sam še to povedal, da od nekdaj vem, da nam je lahko bolje. Naj živi Slovenija, povežimo Slovenijo. Hvala, gospod Dragan. Naslednji, ki se bo predstavil, je gospod dr. Peter Gašperšič. Ja, torej, lep pozdrav vsem skupaj tudi z moje strani. Naj se najprej uvodoma zahvalim, bom rekel, vsem predsednikom strank, ki so se uspeli dogovoriti za to, da smo prišli do tega gibanja Povežimo Slovenijo. Mislim, da je to res en velik korak in kaže na to, da v Sloveniji vendarle še je upanje, da se znamo dogovarjati, da znamo sodelovati in prepričan sem, da bomo to v tem našem gibanju tudi pokazali. Potem pa bi se želel seveda zahvaliti tudi predsedniku Zdravku Počivalšku za povabilo, da kandidiram na tej listi med temi uglednimi in enkratnimi kandidati, kar se je pokazalo že tukaj znotraj naše enote, da imamo močno listo in mi je v veliko čast, da sem pravzaprav lahko del te ekipe. Zdaj, verjetno, najbrž se ne rabim kaj posebej predstavljati, pa vendarle, verjetno se me nekateri najbrž še spomnite kot ministra iz časov Cerarjeve vlade, ministra za infrastrukturo. Takrat sva se z Zdravkotom borila čisto v drugačnih okoliščinah. Zdaj, jaz že na tiste čase nimam ne vem kako čudovitih spominov, zato še toliko bolj občudujem to ekipo, ki se bori v teh časih, kajti ti časi pa res niso lahki in bom rekel kapo dol in iskrene čestitke vsem, ki se v tej vladi borite za to, da gre ta Slovenija naprej, da dosega te rezultate in upam in želim si, da bo to na teh volitvah tudi pripoznano.
In tukaj je pa seveda naloga vseh nas, ki kandidiramo, da bomo te rezultate znali tudi predstaviti, čeprav se zavedam, da rezultati dostikrat niso nagrajeni na volitvah, da se ni dobro zanašati na to, da to prinaša tiste glasove in da je treba znati v ljudeh vzbuditi tudi upanje. Upanje, da bo naprej boljše, lepše in jaz sem prepričan, da to sporočili tega gibanja Povežimo Slovenijo tudi prinašamo. Da prinašamo to upanje, da je res v Sloveniji konec teh, kot je rekel že večkrat Zdravko, bolestnih delitev, da jaz pravim, da nimamo prostora za levo in desno Slovenijo. Slovenija je samo ena sama, od nas vseh in vsi skupaj moramo torej združiti vse svoje moči in znanje, da naredimo nekaj boljšega za to, da bo Slovenija napredovala, da bo boljše tudi za vse naše ljudi. Ne glede na to, kdo je tisti, ki mu potem ljudstvo podeli mandat in zaupanje za vodenje vlade. Vsak ima potem to odgovornost, da dela v dobro, za dobro vseh nas. Zdaj mogoče še nekaj samo o tem, kaj pravzaprav v tej kampanji sam predstavljam. Nastopam pod sloganom Rad imam Grosuplje, rad imam Slovenijo. Zdaj prihajam z Grosuplega, to na teh volitvah seveda ni lahek okraj. Vemo, da tam kandidira tudi sedanji predsednik vlade Janez Janša, tako da prvo mesto je v našem okraju zagotovljeno. Tam bom rekel, te debate ni. Tako da se pa z vsemi močmi in z odlično ekipo borim za to, da bomo zasedli drugo mesto in mislim, da bomo pri tem uspešni. Trudimo se. Kot rečeno, ta slogan Rad imam Grosuplje, rad imam Slovenijo, s tem želim povedati pravzaprav, da mi je mar za to, kje živim, da mi ni vseeno, da imam rad mesto, kjer živim, da imam rad to državo in sem zato pripravljen tudi narediti vse, kar je v svoji moči, da bom naredil dobro za tako razvoj lokalne skupnosti Grosuplja, kot tudi širše za državo. In prepričan sem, da s to dobro ekipo, da bomo lahko naredili še veliko dobrega in res računam, da bomo torej v 24. torej v nedeljo obkrožili to številko 13, ki jo imamo tukaj v tej volilni enoti in da to še zdaleč ne bo nesrečna številka. Torej gremo na zmago, gremo na to, da bomo še naprej povezovali Slovenijo, da bo v Sloveniji lepše in boljše. Hvala. Naslednji, ki se nam bo predstavil, je dr. Luj Šprohar. Jaz bom najprej dopolnil gospoda Počivalška, ker je rekel, mi smo marsikomu moteči. Jaz pa pravim, še dodajam, mi smo tudi marsikomu zanimivi. Brez nas vlade namreč ne bo. Poglejte logiko, Janša pa Tonin sama vlade ne morata narediti. Golob pa tiste 2-3 kavbojci, ki bojo še parlezen od s kakšnimi 5%, 6%, tudi ne morejo narediti vlade. Torej nas bojo oboji snubili, boste videli. Če ne bo res, sem dolžen rundo vsem. Zadnjič so me vprašali na srečanju invalidskih organizacij z kandidati različnih strank. In vprašanje je bilo, kdo pa je vaš nasprotnik? Se je rekel, kakšen nasprotnik? Mi imamo nobenega nasprotnika, mi imamo načrt, koncept in cilj in ga bomo izvajali. Ne glede na to, kakšna bo zgodba. Zgodba bo dobra, vse to vemo, drugače ne bi šel v to. Če bi vam pa jaz govoril, in bom v priliki, zdaj ne, kakšne neumnosti pišejo ljudje, ki pišejo zakon o dolgotrajni oskrbi, pa zakon o asistenci,
Pa da vam jaz povem zakonodajo, sam en primer bom povedal. Lejte, jaz sem slepo od bolezni. Evo, imam za to 300 evrov DPP-ja, se reče dodatek za pomoč in postrežbo. Tisti, ki ni delal še v preddelovni dobi, ima 150 ali pa še malo manj, odvisno od let, jaz ne vem, če se še odvisno. Tisti, ki se je pa z bombo igral in je fasil po očeh, ima pa 3 urje. Pa ste 3 urje, nisem se zmotil. Tisto bogo penzijo zraven sploh ne štejo, da jo imajo za žepnino. In a je to pravica? In recimo, ta dodatek za postrežbo, že ta je razlika, 300 ali pa on civilni invalid 1100. Pa vas pa slepa. Pa v čem je zdaj štosne? Mislim, to je pravzaprav zabaven. To je res zabaven, ker to gledaš in ko rečeš to, koliko ste pa favša, vas ni sram, zato ker mi dobimo, bi nam pa vi radi se vzeli. Ma kdo bi to vzel, mi bi radi dobili, ne pa vzeli komu. Dobro je, lejte, jaz sem malo nagnjen k temu, da povem na koncu kakšno, mogoče kakšen vic. Ajde, zdaj, če mi voditeljica dovolj, bom enega kratkega povedal na invalidsko temo, da se bomo s smehom rešili. No in sicer v neki cerkvi Marije Device je bilo bermanje. Bil je nadškof in tako naprej prisoten in vedeli so, da bo. In soboto zvečer so čistili prali tiste partičke, ribali deske in potem so to kip 2-metrski Marije toliko časa brusili pa rihtali, da jim je padel na tla in se razbil na 2000 koščkov. Kaj pa zdaj, ne? Joj, mežnari so ponovadi najbolj bistri, ne? In zmeri, ki pogruntajo, je en rekel, gospod župnik, kaj pa če bi mi našo kuharico tako je lepo počesali, pa piko naredili tlele, ona bi se mirno smejala, tako nasmihala. In tiste 20 minut bo že zdržala, no, ko bo. No. In so res tako naštimali. Je bilo v neki telčnici pripravljeno in Maša je tekla. Na kar je njo začela pa ena muha dražati, tako lepo v vratu, ne. In potem je malo z rameni čisto rahlo trznila in je ta telčica dol padla. In ona seveda gola pred vsemi. Župnik je to opazil in je rekel, Farani, kdo pa tole gledal, bo pa v slepu. Pa od zadaj kmet rekel, a hudiča, enega pa razkiram. Ok, lepo se vejte. Hvala dr. Lujež Proharju. Sedaj pa je na vrsti gospa Ksenija Flegar, da se nam predstavi. Ja, lepo pozdravljeni. Jaz pa nisem čist najbolj tipična kandidatka v volilnem okraju Ljubljana. Ne prihajam namreč iz Ljubljane, ampak tako kot mnogi, pred mano in tudi za mano že vrsto let bivam v Ljubljani. In sicer, če sem natančna, celih 20 let. Ljubljana mi je praktično dala čisto vse, kar rabim za življenje. In sicer izobrazbo, prve delovne izkušnje, prvo zaposlitev in vse nadaljne, čudovite prijatelje, krasno socialno mrežo in navsezadnje tudi dom meni in moji družini. Mojemu partnerju, ki dela prav tako v Ljubljani, in moji hčerki, ki prav tako obiskuje osnovno šolo v Ljubljani. Nismo imeli vsi to priložnost, da bi lahko v svojem lokalnem kraju tudi rasli in se karierno razvijali. Namreč vsem lokalno okolje ne date priložnosti in zato je Ljubljana tako pomembna, da ostane pravzaprav neko zavetje, kjer se lahko mladi in različni posamezniki pa vendarle lahko afirmiramo. Ker tudi sama prebivam izvorno, blizu meje, je bilo v bistvu ali iti v tujino, v službo, ali pa vseeno poskusiti srečo v Ljubljani. In veseli me, da mi ni bilo treba iti v drugo državo, v končni fazi sta me starša v tej državi šolala, v končni fazi si vsak posameznik zasluži priložnost v rojstni državi. Ampak vse to pa seveda tudi tvori poseben pritisk na naše glavno mesto. Mnogo je takih, kot sem jaz, in prav je tudi tako, da Ljubljana ostaja priložnost, po drugi strani pa moramo tudi razvijati čisto vse ostale lokalne okolja in zato sem se odločila, da kandidiram na listi Povežimo Slovenijo. Ravno zato, ker zasleduje ta cilj, da se vse regije enakomerno razvijajo,
da nam zagotavlja skladen razvoj in da kjerkoli se rodiš in kjerkoli si zaželiš, lahko tudi zaživiš. Hvala lepa. Hvala, gospa Ksenija. Sedaj pa k mikrofonu vabim gospoda magistra Dušana Verbiča. Prav lep pozdrav tudi z moje strani, pa tako kot je običajno, par besed glede predstavitve. Po izobrazbi sem magister prava, predno sem pa vstopil v politiko, sem pa bil polni mandat v funkciji načelnika upravne enote Ljubljana. In po nekem naključju sem takrat dobil povabilo predvsem iz razloga, da dobre izkušnje, ki so se izvajale in smo jih uvajali v upravni enoti Ljubljana, da bi prenesli to tudi v tako imenovano politiko na državnem nivoju. Seveda sem to z veseljem sprejel, vendar odkrito povedano, če pogledam malce nazaj mojo prehojeno pot, se pravi, ker trenutno sem tudi še v funkciji poslanca, lahko rečem, da sem kar nekako razočaran tudi nad seboj, kajti določene zadeve nismo speljali ali nekako izvedli, tako kot smo si nekateri tudi v stranki takrat želeli. Ampak saj ni bilo takrat tudi tako slabo. Če pogledam tisto obdobje 2014-2018, smo dejansko speljali eno od ključnih zadev, in sicer, da je država Republike Slovenije po koncu mandata 2018 z zelo dobrim finančnim rezultatom pripeljala državni proračun na pozitivno stanje. In eno od ključnih zadev v tistem obdobju je bil tudi sprejem zakona o fiskalnem pravilu, kot tudi pomemben projekt, ki se danes močno izvaja, in sicer zakon o graditvi drugega tira Koper-Sežana. Ampak poleg tega bi se raje dotaknil, zakaj imam še vedno izziv in sem tudi na tej listi Povežimo Slovenijo. Absolutno sem že v tistem času bil zelo kritičen, tudi v naših sredinah, da je potrebno na področju korupcije praktično bistveno spremeniti. In če danes pogledamo, korupcija v državi, sploh v državni upravi, je mnogo preveč razširjena in sam sem velik zagovornik ničelne stopnje korupcije in temu dodajam tudi ničelne stopnje družinskega nasilja. Tisto, kar v tistem obdobju in lahko rečem tudi sedaj v dveh obdobjih se v državi ni bistveno spremenilo na bolje, je upravljanje državnega premoženja. Še vedno imamo na 5 naslovih upravljanje državnega premoženja in ugotavlja se, da marsikatera zadeva ni dobra. In v zadnjem obdobju je veliko govora bilo, da se to upravljanje more centralizirati in upravljati po principu korporativnega upravljanja, predvsem v interesu ljudi, davkoplačevalcev. Zato, da imamo potem lahko na drugi strani bistveno več sredstev za upokojence, za socialne transfere, za zdravstvo in podobno. In tisto, kar menim in je bil tudi en od ključnih razlogov, da sem nekako pristal tudi sedaj na to kandidaturo, je prav gotovo, da je tudi na področju pravosodja potrebno še marsikaj postoriti, predvsem zaradi tega, kajti vsi se zavedamo nekaj. Smo v pravni državi in je negacija vsem tistim, ki pravijo, da Slovenija ni pravna država. Smo pravna država, vendar sojenje ne poteka v razumnih rokih. In eno od ključnih zadev na tem področju je, da imamo zelo slab, učinkovit pregon organiziranega kriminala, da ne bom govoril trgovine z belim blagom in podobno. Kaj šele pregon gospodarskega in finančnega
kriminala. No, to so nekako neke tiste splošne zadeve, za katero menim, da novo izvoljeni poslanci še kako bomo morali ali bodo morali intenzivno delovati na teh področjih. In eno od ključnih sporočil Povežimo Slovenije je, ki se ga sam tudi zelo držim, nujno in obvezno dialog in sodelovanje. Menim, da je to odlična popotnica za novo vlado, novo koalicijo, za katero srčno upam, da bo izredno učinkovita. Hvala za vašo pozornost. Hvala. Predstavila se nam bosta še dva kandidata. Najprej gospod Simon Zajc. Dober dan, sem Simon Zajc, kandidiram za Bežigradom, Bežigrad 2. Bom vesel vaših glasov, če ste tam doma. Zakaj Povežimo Slovenijo? Zato, ker so mi vsaj 3 stvari, ki jih zagovarjamo, tudi meni osebno pomembne. Prva je skrb za zdravo in čisto okolje, brez tega se vse ostalo podre. Drugo, skrb za močno gospodarstvo, brez tega država ne more funkcionirati. In pa tretje, sodelovanje, brez sodelovanja tudi nobenega od nas tukaj ne bi bilo, če veste, kaj mislim. Hvala lepa. Tako, in danes še na zadnji kandidat, gospod Janez Cimperman. Spoštovani predsednik Državnega sveta, spoštovani gospod minister, spoštovani vsi zbrani, en lep pozdrav prinašam iz kraj Barja, tam izpod Krima, Mokrca, iz dežele Ostrorogega jelena. Verjetno ste vsi brali Janeza Jalna o bobrih in verjetno tudi veste, da so naša kolišča, ki so bile 1875 odkrita na Ljubljanskem barju oziroma na barju Ižanskem, upisano v seznam svetovne kulturne dediščine pri UNESCO. Prihajam iz ene majhne vasice Kot, v občini Ig, sem kmečki sin in vem, kaj se pravi garati, a ne gospod minister. Malo bolj proč mi pravijo, ja, da moram od mikrofona. V teh 71 letih svojega življenja sem že marsikaj doživel in tudi marsikaj počel. Prihajam iz delavskega razreda, bil sem kar nekaj let član sveta delavcev Telekom Slovenije in seveda tudi zelo aktiven v sindikatu Telekom Slovenije. Leta 2000 sem kandidiral v državni zbor in bil tudi izvoljen na listi SDS, mislim, da smo bili. No, skačem že tudi po odrskih deskah 55 let. To je zelo dolga doba, sem ljubiteljski igralec, tudi režiram in seveda tudi dobitnik nagrade Staneta Severe, kar je najvišje priznanje v Republiki Sloveniji za ljubiteljsko dejavnost v kulturi. Zadnjih 20 let pa vodim občino Ig. Ko sem leta 2002 prevzel to funkcijo, bil sem takrat tudi še v državnem zboru, je bila občina Ig pravzaprav ena velika žalost. Imeli smo edino zdravstveno ambulanto in zobozdravstveno ambulanto v kletnih prostorih blokovskega naselja. Tisti, ki občino Ig oziroma občinsko središče poznate, verjetno veste, kje je to. Drugega nismo imeli pravzaprav nič. Ig je bil ena dolga umazana vas. V 20 letih smo spravili to občino ob bok razvitih občin in na to sem izredno ponosen. Seveda poznam vse težave, s katerimi se ukvarjamo župani oziroma lokalne skupnosti. In seveda tu je veliko stvari, predvsem pa državna birokracija, ki jo je treba nekako, bom rekel, malce porezati, da bomo hitreje tudi na lokalnem nivoju prihajali do takih in drugačnih soglasij, da ne bomo imeli težave. Jaz sem bil prepričan, da bom končal svojo politično pot letos, kajti 20 let županovati je dolga doba. Malo se naveličaš, malo se te naveličajo ljudje,
Potem pa me en dan pokliče gospod Marjan Podobnik, predsednik Slovenske ljudske stranke, katere član sem že, mislim, da 16 let. Pravi, pridem k tebi na en kofe. Sem rekel, pridi, ne, odprta se ti vrata občine Ig, boš dobil en kofe, sicer imam sem odlih tajnico na bolniško, sem rekel, bom že eno dobil, da bo skuhala kavo. In seveda Marjan se usede za mizo in pravi, poslušaj, dogaja se to pa to, delamo neko zgodbo, ki mislim, da bo izredno pozitivna. In seveda mi vse to razloži, sem rekel, če gre pa za to stvar, sem pa tudi jaz za, da kandidiram, da ne bom še upošteval ženine, ki je danes z mano, od žene misli, da je le skrajni cajt, da se bolj posvetim njej in pa seveda mojim 4 vnukom. In seveda izredno sem vesel, da sem član te zgodbe, da sem član Povežimo Slovenije in rade volje dajem svoj priimek in ime, da to zgodbo pripeljemo v državni zbor. Ni važno, kdo bo prišel v državni zbor od nas kandidatov. Važno je, da stranka pride v državni zbor. Kaj ti prišel je čas, da se nehamo grupirati, da se začenjamo povezovati, da se nehamo trkati po prsi, kdo je kaj naredil. Vsi se moramo zavedati, da delamo za naše ljudi, za Slovence, državljane in državljanke Republike Slovenije in pa seveda zase in za tiste, ki živijo v tvojem okolju, kjer živiš sam, da jim nekako omogočimo, vlečem na ta mikrofon, da jim nekako omogočimo boljše življenje. Mislim, da je čas za povezovanje, da si sežemo v roke in seveda, da ta cirkus na Šubičevi spremenimo v nek bolj kulturni dom, kulturni prostor, ki bodo ljudje izredno zadovoljni, da vidijo enkrat, da se da tudi med politiki priti do nekega bolj normalnega dialoga oziroma razumevanja do sogovornika. Hvala lepa, zmagali bomo. Sedaj pa vabim vse kandidate, da se mi pridružijo tukaj za eno skupinsko fotografijo, tudi vi, gospod minister. Ob zaključku ne odhajati, čaka nas še manjša pogostitev in seveda povabilo na predčasne volitve vse do četrtka 21. aprila in v nedeljo 24. aprila. Vsem kandidatom želim veliko uspeha in srečno in seveda naj zmaga gibanje Povežimo Slovenijo.